Pegasti badelj naj bi povzročal interakcije z zdravili, pa jih ne. Včeraj je Dnevnik pisal en sicer zelo fajn članek o tem, v katerem opozarja o preveč lahkoverni uporabi zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil, pri katerih ljudje ne upoštevajo navodil in tako naprej. Fajn članek, ampak citirajo zdravnika, ki pravi, da med drugim pegasti badelj povzroča interakcije in da je to ena nevarnost. No, pegasti badelj ne povzroča interakcij, so ga raziskovali, so ugotovili kakšne vplive na določene encime, ampak potem so ugotovili, tudi Evropska agencija za zdravila je zaključila, da pegasti badelj ne povzroča klinično pomembnih interakcij. So pa te lahko pri kakšnih drugih zdravilnih rastlinah pomembne, no, ampak v tem članku je bil prav samo pegasti badelj kot edina zdravilna rastlina izpostavljen. To pa vas lahko potolažim, da z tega stališča ni problematično.